Mr. Brewster tukaj. Če vas zanima več o nošenju otrok, ste na pravem mestu. Gled tega videa je definitivno prvi korak. Naslednji je pa ta, da pritisnete spodnji tipko naroči se in si zagotovite, da boste obveščeni čisto za vsak naslednji video, ki pride na kanal. Danes bom odgovarjala na veliko zastavljenih vprašanj v zvezi z tole nosilko od Isare. Video bo pa razdeljen v bistvu na dva dela. Na začetku bom povedala malo več, neke osnove o sami nosilki, v drugem delu pa bom pokazala, kako jo z svetovega namestiva. Tako da pogledajte si video do konca, da ne boste kaj zamudili. No, evo, takole izgleda Isara Quick razprostrta. Tu jo vidite v vsej njeni veličastnosti. Prva stvar, ki meni kriči tu ven, so naramence. Res so fino podložene, res debelo pride za večkrat moj prst, če pokažem. No in tu naprej se potem nadaljujejo v tkan trak. To je tisto, kar jo naredi za half buckle ali na pol zaponkasto, ne vem, če je to smiselno prevajati. Buckle je število zaponk, ki jih potrebujemo na nosilki. To vam pove, koliko zaponk ima v bistvu nosilka. Ta ima samo eno na pasu, zato je half buckle, full buckle jih ima pa še na naramencah, pa po možnosti še kje drugje. Se pravi, se v celoti zapenja z zaponkami, no ta se pa nastavlja z zavezovanjem tega traku. V celoti je narejena iz tkanega traku, no razen tega polnila noter. Tudi tale sam hrbtni del iz istega materiala, kakor so tiste naramence, tako da pride res fino zračen. Imate pa tule malo blazinjenja ob stranih, seveda v naramencah zelo udobne pridejo in pa tale pas, seveda tudi oblazinjen in zelo udoben, moram reči. Zdaj, zaradi samih trokov je veliko bolj prilagodljiva v tem predelu, kakor mogoče kakšna druga. Bi si pa mogoče želela kakšen centimeter več v širino tega traku. Je pa res, da sem navajena na tkan trak, kjer je tega materiala res veliko. Tako da mogoče za nekoga, ki pa nima teh omejitev s tkanim trakom, pa mislim, da bo tole čisto ok. Nosilka je primerna že od malega dojenčka, vse tja do malčka. Je pa seveda potrebno prilagajati tale hrbtni del, zato da bo ustrezal vašemu otroku. Jaz sem zdaj že nastavljen za mojega malega svetovida, je že na najvišji velikosti. Ker je seveda večji, rabi več blaga med nogami, zato da ga nosilka pravilno podpre od kolena do kolena, medtem ko manjši otroček tega blaga ne bo rabo toliko. Nosilka ima 3 nastavitve tega hrbtnega dela, mogoče najbolj to kar pokažem. Za ta namen jo bom obrnila. To je tisto, kar pride na trebuh oziroma otroku na hrbet. Res mi je všeč, da je ta ježek na tako veliki površini pasu, ker se mi zdi, da zadeva veliko lepše drži, veliko lažje je tudi montirati. Imate pa tule še zraven par opozoril. In sicer na moji desni strani vam kažejo te 3 možne nastavitve. Z barvami je tudi označena velikost otroka, o kateri govorimo. Rdeča je torej nek novorojenček, piše od 50 do 62 cm, rumena je dojenček od 62 do 80 in pa malček od 80 do 98 z modro. Zdaj, svetovid drugačno 74, če to komu kaj pove. Tako da mislim, da je tukaj upoštevana celotna višina tudi z glavo. Na moji levi strani je pa drugo opozorilo. In sicer, čeprav so tele šivi v obliko, teh ježkov ne smete tako pripenjati, da bi bili tako, ampak naj bojo čim bolj naravnost. Tako da, če damo za najmanjšega otročka, jih damo samo čim bolj skupaj. Ampak probamo biti ravni liniji, ne? To pomeni, da ne bomo zadeli vse tega okvirčka čisto v nulo, tako da če ima kdo kak OKM, naj tule malo zamiži na en oč. Potem za srednjo nastavitev damo malo manj skupaj, ampak še vedno ravne paščka. In zdaj tako, kakor ima svetovid, jaz čim bolj nategnem in spet poravnam. Tako, potem pa pas pride sam gor. To se mi zdi res vrhunska pogruntavščina, no, da se ta ježek v bistvu nikjer ne dotika otroka. Niti v bistvu vašega telesa, tako da ga res ne more žuliti. Zraven nosilke pride tudi kapuca, tako kot pri vsaki. Prepne se jo na notranji del, se pravi na ta del, ki pride otročka.
Potem se jo pa pripne na naramnice. Zdaj, če bi jo želela pa imeti gor, pa pospraviti, recimo, da se otrok zbudil, jo bom dala na jo dam pa na nižje gumbke, pa potegnem paščke. Tudi se mi zdi en tak zelo luškan patent, da ne visi kar tako dol, pa res imam rada, kadar je možnost, da se kapuca sname. Se mi zdi, da s tem lažje preverim tudi nameščenost otročka, pa nimam nekega odvečnega materiala v primeru, da pač otrok ne zaspi. Druga stvar, ki se jo lahko nastavlja, je pa seveda tale pašček pri pasu. Sicer imate kar veliko tega materiala, tako da sem zdaj že naštiman na sebe. Tole mi je pa všeč, ker res lahko pospravim. Tole je ena taka elastika, ki jo sam zaviham okoli in se ne bo odvijal, ne bom imela tistega repa vse tja do tal. Še zmeraj pa lahko zategnem, če bi rabila. Tako da gre za res luštno zračno nosilko, zelo udobna, me je res presenetila v svojem obdobju. Je pa mogoče za poletje vseeno mičken na toplejši strani. Je pa kar gosto tkana, tako da v primerjavi s kakšnimi tkanimi trakovi ne pride tako zračna. Zdaj mogoče pa najbolj, da še pokaže, kako jo dejansko namestim.
da vam je bil video všeč. Če vam je bil, dajte stisniti tudi prst gor. Vesela bom tudi, če se me odločite podpreti, pa stisnite tisti gumb na roči se spodaj. Pa seveda, če imate še kakršnakoli vprašanja, pripombe, pišite dol v komentar, pa seveda ne pozabite podeliti naprej. Mi se pa vidimo kmalu.